Poročilo je vlada sprejela 23. junija letos in ga poslala v državni zbor. Priprava letnega poročila sicer izhaja iz strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, ki vladi pravzaprav nalaga letno poročanje o sodelovanju naše države v misijah. To je drugo takšno celovito poročilo, ki so ga skupaj pripravila 3 ministrstva, in sicer Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je kot nosilno ministrstvo sodelovalo pri pripravi tega dokumenta, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve. Poročilo bodo predstavili minister za zunanje zadeve gospod Samo Žbogar, ministrica za obrambo gospod Ljubica Jelušič in gospod iz Ministrstva za notranje zadeve gospod Branko Celar, sicer tudi predstavnik oziroma predsednik izbirne komisije za področje policije. Mislim, da je tudi primerno, da smo se danes dobili tukaj, v vojašnici, kajti v mednarodnih misijah in operacijah najbolj sodelujejo vsaj enkrat, ravno pripadniki Slovenske vojske. Namen celotne strategije in tudi teh poročil je, da postopoma poskušamo uravnotežiti to zastopanost v mednarodnih misijah in operacijah, ne samo z vojaškimi predstavniki, ampak tudi s civilnimi predstavniki in z razvojno humanitarno pomočjo, ki bom nekaj na to temo kasneje tudi še rekel. Mislim, da smo s tem začeli, predstavljamo seveda vojaško, predstavljanje slovenskih vojakov še vedno tisto centralno predstavljanje, še vedno slovenski vojaki nosijo večino bremena sodelovanja Slovenije v mirovnih operacijah in misije, tako da mislim, da je prav, da to tudi začnemo, da smo prvo takega sledito poročilo, pravno tukaj v vojašnici. Slovenija se želi obnašati kot odgovorna članica mednarodne skupnosti in kot članica OZN, kot članica NATO, kot članica Evropske unije in kot članica OVSE. In kot takšna tudi sodeluje v številnih mednarodnih misijah in operacijah. Tudi sicer je v sodobnem konceptu varnosti v svetu se ne mogoče zanašati samo na zagotavljanje varnosti znotraj svojih meja, ampak je ravno sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah omogoča zagotavljanje lastne varnosti preko lastnih meja in s tem tudi zagotavljanje lastne varnosti. Konec 2009 smo sprejeli to strategijo in takrat smo te ministrstva ugotavljala ravno to, da sodelujemo v teh operacijah nekako ločeno, vsako svoje, v glavnem slovenska vojska, da pa je potreba po enotnem zastopanju, po usklajenosti, predvsem pa potem uravnoteženju različnih prisotnosti. In s tem namen je bila strategija pripravljena, sprejeta na vladi leta 2010 in skozi strategijo moramo redno poročati parlamentu in to je to drugo poročilo, ki smo ga pripravili letos pomladi. Najlepša hvala za besedo, najlepša hvala tudi mojemu kolegu ministru Žbogarju za postavitev okvira, ki je danes, ko gre za mednarodne operacije in misije, bistveno drugačen od tistega, ki smo ga dobili takrat, ko smo prišli na naše ministrstvo, torej pred 3 leti je dejansko to področje bilo precej razpršeno in tudi neke skupne enotne politike delovanja v mednarodnih operacijah kot sestavine verodostojne zunanje politike države ni bilo. Lahko rečem, da prav z velikim delom, skupnim delom 2 ministrstv celotne vlade, tudi Sveta za nacionalno varnost, predsednika republike, torej vseh, ki so bili zainteresirani za to, da ta politika sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah vendarle postane skupna državna politika in seveda tudi z državnim zborom smo le dosegli, da smo vse te ideje zapisali skupaj v strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah in da tudi sedaj vse, ko se pogovarjamo o posameznih operacijah, imamo pred sabo vse vidike finančne, zunanje politične, obrambne, varnostne in da je tudi ta presoja vse bolj celostna in da vedno bolj poskušamo ugotoviti, s katerimi zmogljivostmi, ki jih imamo v državi na razpolago, bi lahko najlažje in najbolje dosegli tiste cilje, ki so naši državni cilji.
če je bilo v preteklosti precej poudarka na kvantiteti našega sodelovanja, sedaj lahko že rečemo, da mora biti zaradi omejenih finančnih sredstev, vsekakor pa tudi zaradi zavedanja, da majhna država mora iskati nišne prostore v mednarodnih operacijah, vse bolj gledamo na kvaliteto sodelovanja. Začeli smo z bistveno bolj poglobljenim in širšim sistemom komuniciranja z javnostmi, ko gre za vprašanja mednarodnih operacij in misij. To delamo tudi na podlagi dejstva, da sama strategija zahteva večjo transparentnost. Ko gre za misije, moram reči, da v tem trenutku še čakamo na pozitivne učinke te večje odprtosti oziroma transparentnosti. Zaenkrat smo verjetno v tisti fazi, ki jo poznajo tudi v drugih državah, ko so šli v večjo odprtost in sicer zdaj je bolj prisoten bumerang efekt, več kot javnost o misijah ve, bolj je kritična, ampak to še ne pomeni, da bomo pomagali v tem procesu seznanjanja javnosti z vsem, kar delamo v mednarodnih operacijah in misijah in upamo, da bo s časoma, z meseci, z leti te nenehne komunikacije z okoljem tudi več razumevanja za naše delovanje in delovanje v misijah je treba razumeti tako kot del naše verodostojnosti na področju zunanje politike in po drugi strani bomo morali vse bolj vedeti, da na misijah v bistvu prihajamo do spoznanj, ki so pomembna za transformacijske učinke, bodisi pri spreminjanju same Slovenske vojske ali spreminjanju vseh tistih naših segmentov, ki sodelujejo v mednarodnih operacijah, tudi z vidika nalog, ki jih imajo v domačem prostoru. Nekaj podatkov, mogoče dobro, če povemo, vstopamo v 15. leto sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah, skupaj s policijo smo to nalogo začeli delati leta 1997. Kar se tiče Slovenske vojske, smo doslej sodelovali v 19 različnih mednarodnih operacijah in na operacijah smo zalovirali približno 7000 pripadnikov. Kvantitativni vrh smo dosegli leta 2007. In sicer takrat, ko je v operacijo KFOR bila napotena največja enota doslej strani Slovenske vojske, to je bil motorizirani bataljon. Takrat smo v enem obdobju imeli istočasno na operacijah približno 1000 pripadnikov Slovenske vojske, kar je takrat znašalo 11% njene stalne sestave, vendar bi vas rada opozorila, da take vrste sodelovanja od takrat dalje nimamo več. Torej, prav je, da sedaj povemo, da take vrste kvantitete ne moremo več zagotavljati in tudi verjetno niti ni več smiselno. Mi smo se namreč v teh 4 letih, ki so letu 2007 sledila, osredotočili bolj na kvaliteto prispevkov. Zdaj vzdržujemo v tujini nekje od 450 do 500 pripadnikov. V prihodnosti, kajti v tem poročilu govorimo tudi o prihodnih načrtih, bomo to še zmanjšali, verjetno na 430 pripadnikov Slovenske vojske. Bili smo in smo še v 6 mednarodnih operacijah in to predstavlja, torej teh 450 pripadnikov, predstavlja približno 7% stalne sestave Slovenske vojske. V okviru 28 članic Zveze NATO in Slovenija s tem na 16. mestu. Ne glede na državno strategijo se je Slovenija že leta 1997, kot je bilo rečeno, odločila, da zaradi svoje pozicije, zaradi svojih interesov, ki jih ima v postkonfliktnih območjih, začne postaviti svoje cilje. Tudi slovenska policija v letu 1997 poslala prve ljudi v Albanijo in od leta 1997 lahko rečem, da smo stalnica v mednarodnem prostoru, kar se tiče mednarodnih civilnih misij. Moram reči, da policija je civilna struktura v mednarodnih misijah in vojaška struktura, o tem se v bistvu precej razlikujemo. Zato naš proračun v bistvu za policijske sile nameni letno od 800 000 do 1 300 000 evrov. Pri rebalansu proračuna bomo videli, če bo ta številka še vedno zdržala. Mi imamo zdaj trenutno zunaj 23 policijskih strokovnjakov v 5 državah. Prioriteta Ministrstva za notranje zadeve po strategiji, ki je 5-letna, je seveda Zahodni Balkan.
Prisotni smo v tem trenutku z 15 ljudmi, ki imajo mentorstvo in svetovalno vlogo na Kosovu, potem 4, lahko rečemo, močnimi svetovalci v Bosni in Hercegovini, v Sarajevu, Mostarju in Banja Luki za področje organizirane kriminalitete in sodelovanja policijskih struktur. Imamo tudi enega v regionalnem svetovalnem centru, to so prav ostali top špici vodenja te policijske evropske misije. In kot veste, 31. decembra zaključuje svoj mandat in počas prehaja na čisto svetovalno misijo z civilno strukturo. Še vedno nastopamo tudi z našimi strokovnjaki v OVSE misiji v Srbiji, kjer v glavnem vzpostavljamo tako top management srpske policije, kot tudi nekoliko nižje strukture. V Gruziji pa imamo 2 strokovnjaka v opazovalni misiji, ki sodelujeta pri svetovalnih poslih na meji z Južno Osetijo in Abhazijo. Namreč, mi se moramo zavedati, da je treba, ko govorimo o sodelovanju v Afganistanu, govoriti celostno in da ne velja gledati samo v vojaške uniforme in jih preštevati in gledati, kaj oni počnejo v Afganistanu, ampak velja gledati tudi vse ostale naloge. In takrat pridemo do vprašanja, kaj dela Slovenija, Republika Slovenija v Afganistanu in za Afganistan. Tako da, ko moramo odgovoriti na tako vprašanje, do kdaj bo zdaj kdo Slovenija, slovenska vojska, slovenska zunanja politika se ukvarjala z Afganistanom, potem bomo zelo verjetno rekli, da se bo še zelo dolgo. Da ne govorimo, da se bo zelo dolgo in intenzivno ukvarjala naša politika z Afganistanom, ko bo, naša država nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. 2 leti zagotovo nas čakata zelo trdega in intenzivnega političnega dela z to misijo in s prihodnostjo Afganistana. Kar se pa tiče vojaškega dela z enim OMLT-jem, smo pa na vladi sprejeli sklep, da bo to potekalo 4 kontingente, 4 rotacije in to je, kot rečeno, do konca oktobra 2012. Če bi se naše sodelovanje takrat na tem OMLT-ju zaključilo in bi ne bilo nikakršnega vojaškega sodelovanja več v Afganistanu, potem bi nas čakalo še približno 4 mesece dela za umikom naših sil in opreme in približno toliko sredstev bi potrebovali za ta umik, kot ga zdaj damo na letni ravni za celotno operacijo v Afganistanu. Torej, takšni so stroški spreminjanja odločitev, bomo rekli, glede našega delovanja v Afganistanu. Jaz pričakujem, da bomo, tako kot že sedaj v okviru sedanjega kontingenta 90-ih, delujemo ne samo v OMLT in s civilnimi strokovnjaki in s našim zdravstvenim osebjem, da bomo v prihodnosti verjetno več naših del usmerili v NATO-vo misijo urjenja, v NTMA v Afganistanu. In ta misija urjenja je pa sodelovanje v izobraževalnem procesu, v procesu usposabljanja različnih akademskih in drugih izobraževalnih inštitucij v Afganistanu. Začetek tega našega dela je že sedaj v okviru šole za vojaško policijo, ki je regionalni prispevek. Celoten Balkan je združil svoje sile, da je postavil to šolo v Kabulu. Vodilna država je Hrvaška, Slovenija tudi prispeva že svoje inštruktorje v ta kontekst in pričakujemo, da bo naša država in tudi slovenska politika, verjetno, ko bo razmišljala v prihodnih letih o naši prihodnji vlogi v Afganistanu, upoštevala vse te celostne, različne vidike delovanja in da ne bomo obremenjeni ves čas samo z enim vidikom in to je en OMLT, enega bataljona, ki ga trenutno urimo v Afganistanu. Skratka, to, kar bi želeli vsaj mi ves čas povedati, je, da opravljamo veliko nalog v Afganistanu in da se je treba resno tudi pri tej naši analizi, ki bo sledila, govoriti o tem, kaj na teh različnih segmentih počnemo, kako je uspešno in kaj bi od tega še vedno radi ali celo morali prispevati pri stabilizaciji Afganistana v prihodnjih letih.
Skratka, če se vrnemo čisto na začetek, torej na ta problem, ki ste ga izpostavili, nas čakajo naloge, ki jih je treba dokončati v 4 kontinentih. Do oktobra 2012 nas pa čaka še cela vrsta nalog s civilnimi strokovnjaki, mogoče strokovnjaki za urjenje v okviru NPMA, z različnimi fondacijami, političnimi nasveti, s političnim procesom, ki pa bo treba voditi glede stabilizacije Afganistana v prihodnosti. Izpolnjevanje nalog nas čaka iz okvira dolgoročnega sodelovanja med NATO in Afganistanom, kar je bilo sklenjeno že na vrhu v Lizboni. Skratka, v bistvu nas čaka še zelo veliko nalog, če smo pošteni. Vprašanje je samo, v katerih od teh nalog bomo mi bolj intenzivno prisotni. In kaj bo najbolj sprejemljivo za prvič slovensko javnost, za slovensko zunanjo politiko, drugič, tretjič za slovenski proračun in četrtič za zavedanje, da smo del zavezništva, v katerem nosimo del bremen, ki jih ne moramo preložiti na kogarkoli drugega. Veste, ko smo šli iz Iraka leta 2008, je to bilo decembra, mi smo želeli zelo javno in na glas govoriti o tem, da odhod iz Iraka pomeni nekoliko intenzivnejšo prisotnost v Afganistanu. Če mislimo, da bomo lahko od povsod dvignili krila in odšli, brez tega, da se bo ta naša neverodostojnost v zavezništvu opazila, se motimo. Zavedati se moramo, da je treba nadomestiti odhode z nekim prihodom kam drugam ali povečanjem vloge, intenzivnosti, morda civilne, razvojne pomoči in tako naprej, nekje druge. Skratka, to naše zmanjševanje, ki smo ga doslej delali, je bilo take vrste, da smo v okviru zavezništev, bodisi evropski v EU ali v NATO, lahko povedali, da čeprav imamo manj sil v operacijah, lahko z njimi kvalitetno, zaradi njihove kvalitete, opravimo vse naloge, ki se od nas pričakujejo. Če pa bomo tudi na tej točki potegnili kakšen večji rez, potem bomo v smislu nesposobnosti za upravljanje nalog, ki zadevajo dokazovanje, da smo država, ki gradi svoje sile v smislu premestljivosti in vzdržljivosti, padli na tem izpitu. Zdaj, zakaj to govorim? Mi imamo 2 izpita, ki jih je treba položiti, ko smo članice zavezništva. Prvi izpit je povezan z graditvijo zmogljivosti. Mi nismo vojska, ki bi dokončno že zgradila svoj obseg, strukturo in vse enote, ki bi jih morala imeti. Torej, to je prvi izpit, ki ga je treba narediti. Zgraditi je treba določene zmogljivosti. In drugi izpit, ki ga je treba narediti, je, da so te zmogljivosti take vrste, da so premestljive, torej, da so izurjene, usposobljene in da so vzdržljive, ko so v mednarodnih operacijah. Mi smo prvi izpit že zgrešili, tudi ne vem, če ga bomo zmogli popravljati. Namreč, kar se tiče graditve zmogljivosti kot članica enega ali drugega zavezništva, EU in Zveze NATO odpovedujemo na celi črti. Zaradi zmanjšanih finančnih sredstev se cilji sil, za katere so se zadolžile prejšnje vlade, odlagajo v nesluteno prihodnost in nekaterim se bo verjetno v naslednjem planskem ciklusu v letu 2014 treba odpovedati, kar bo z vidika verodostojnosti in članstva v zavezništvu velik udarec za našo državo. Torej nam je ostal samo še drugi izpit, ki se mu reče operacije. Tudi tu zmanjšujemo, kot ste videli, ambicije, ampak tu poskušamo biti dovolj previdni, da tega ne naredimo tako, da bi nas zaveznice začele resno vleči za ušesa. Morda se bo to v prihodnosti zgodilo prav zaradi tega našega kolebanja glede sodelovanja v Afganistanu in zaradi naše nepripravljenosti, da bi vstopili v nove operacije, ki nas čakajo bodisi kot članica Združenih narodov, bodisi kot članica 2 političnih asociacij NATO in Evropske unije. Zato smo pri teh številkah, pri tem zmanjševanju, tudi pri zmanjševanju sredstev za mednarodne operacije in misije, tako zelo previdni. Morebiti tega ni mogoče vedno znova javno povedati, ampak to je še edino,
sredstvo, ki nam je ostalo za dokazovanje verodostojnosti v obeh zavezništvih. Če popustimo še na tej točki, potem bomo, tako kot naš predsednik vlade govori v zvezi z evrom, zdrsnili tudi na tem področju. Med države, ki, ne bomo rekli, da so potrebne pomoči, ampak med države, ki se jih ne bojo čemalo za resne zaveznice.